Pozdravljeni, Borut Lesjak tukaj. Za vse tiste, ki se vam kdaj zgodi, da trpite v življenju. Majčkeno humorja skušam pripeljati zraven, ampak zelo dobro se zavedam, da smo to vsi. In po 8 letih izvajanja metode celjenja na sebi in na mnogih drugih, vem in se zavedam, da imamo obdobja, ki so različno dolga in včasih več tednov pa več mesecev, ko pademo v kakšno težko stanje. Včasih je to krajši čas, včasih nas samo nekaj vrže iz tira. In danes sem jaz izkusil kratko obdobje, mogoče kakšno uro, ko sem bil, ali pa še manj, mogoče je bilo samo 15 minut, ko sem bil tako zmeden, da sem se počutil spet kot v starih dobrih časih, preden sem se naučil celjenja. In kar želim povedati je, da v resnici bi rad podelil to še s kom, še s tabo, ki to gledaš. In takrat, kadar si res na najnižji točki in se ti zdi, da sploh ne veš, kaj bi lahko naredil, ko se ti zdi, da si ujet na tisoč in en način, ko si brez upanja, ko se obtožuješ, ko druge obtožuješ, ko osciliraš med enim in drugim. Skratka, ko sploh se nimaš česarkoli oprijeti in ne veš, kaj bi. Je to zato, ker se vrtiš kot kuža, ki lovi svoj rep okrog vrele kaše. Katerokoli metaforo bom uporabil, ne bo zadosti močna. Ampak gre za to, da smo ujeti v svoji stari zgodbi. Ujeti smo nekje v svojem razmišljanju. Neka miselna tvorba, ki ponavadi obstaja v našem življenju že zelo dolgo, nas prepriča, da ni rešitve. Tako nekako je, kot da bi bili v nočni mori, s tem, da smo zraven budni, na pol budni. No in tega ne bi snemal, če ne bi verjel, da obstaja rešitev. In sicer meditacija. Verjetno kakršnakoli meditacija, jaz poznam to meditacijo po Davidu Elliotu. In takoj, ko ti uspe začutiti, da si izbiraš celjenje, da si izbiraš sebe, da si izbiraš ljubezen, da zaupaš v možnost, da se premakneš ven in nehaš samemu sebi govoriti, da ni upanja. Ko nehaš ponavljati staro zgodbo, narediš ta edini korak, ki ga je treba narediti, in greš v meditacijo. Pomeditiraš, nehaš razmišljati, enostavno se distanciraš od razmišljanja o svojih problemih za kratek čas. Ni to beg, ravno nasprotno, ker ko greš v meditacijo, si prisiljen soočiti se s tem trpljenjem. In zato je tudi težko na začetku. In ko to počneš dlje časa v življenju, postane kot katerakoli vadba. In ko razviješ disciplino in zavest, ko gojiš to zavest, postaja čedalje lažje. In potem ni treba več ždeti in trpeti v takem hudem, groznem stanju 3 mesece, ampak je zadosti 3 minute mogoče, ali pa celo 3 sekunde. To verjamem. Tako da, če začutiš, da
da verjameš, da lahko verjameš tudi ti. Poišči si več informacij, kako in naredi to. Srečno. Adijo.